Slovenski ljudski stranki seveda podpiramo sklic izredne seje na temo arbitražnega sporazuma, da bi na ta način dobili možnost za dodatno soočenje argumentov. Vsekakor nismo bili zadovoljni z odgovori predsednika vlade na poslanska vprašanja na zadnji seji Državnega zbora, namreč ti odgovori pravzaprav to niti niso bili. Odgovori predsednika vlade na vsa tri vprašanja so bili tako precej naokroglo, predvsem pa polni parol, ki jih poslušamo že vse skozi. V Slovenski ljudski stranki smo ga spraševali o nevarnosti, ki bi naj Sloveniji grozila, vkolikor bi Slovenke in Slovenci zavrnili arbitražni sporazum oziroma o nepredvidljivih okoliščinah. Potrebno je jasno povedati, da nobene nevarnosti ni in nobenih nepredvidljivih okoliščin ni. Jaz trdim, da je nevarnost za slovenski narod večja, če bomo arbitražni sporazum sprijeli in bo post festum sodba arbitražnega sodišča za Slovenijo neugodna. Tako bomo Slovenci ostali razdvojeni še leta in leta, desetletja. Vkolikor pa ga zavrnemo, pa bomo imeli dovolj časa, da politika in tudi Slovenke in Slovenci najdemo skupno rešitev za reševanje tega problema. Mene predvsem zanima in tega odgovora ne dobim nikogar. Kako bomo na osnovi mednarodnega prava z mejo prišli do mednarodnih voda? Dostop do Slovenije, do mednarodnih voda preko slovenskih teritorialnih voda lahko zagotovimo le z ustreznim potekom meje. Torej, meja nam mora dati ali pa zagotoviti dostop do mednarodnih voda preko slovenskih teritorialnih voda ali pa, če hočete, stik. Načela in pravila mednarodnega prava pa ne morejo naše meje pripeljati do mednarodnih voda. To priznavajo vsi mednarodni pravniki. Zanima me tudi, kaj se bo zgodilo z ozemljem v okolici Hotize. 800 hektarjev je takšnega zemlje, brez katere bomo očitno po sprejetju arbitražnega sporazuma tudi ostali. Zato ocenjujem, da je ta razprava v Državnem zboru nujno potrebna, da je Državni zbor pravo mesto za razpravo o tem in za soočenje svojih argumentov, predvsem argumentov. Želim, kot predsednik Slovenske ljudske stranke, odločno zavrniti izjavo gospoda Milana Kučanja, da nasprotovanje arbitražnemu sporazumu izhaja iz dejstva, da ga predlaga vlada. To preprosto v primeru Slovenske ljudske stranke ni res. Več kot 10 let, 15, če želite, se Slovenska ljudska stranka ob tem vprašanju vedno zavzemala za isto stvar, za vsebino, zato da slovensko morje in ozemlje postane slovensko. In takšne izjave absolutno zavračamo.